Pozdravljeni. Sem Lea Mrgole iz Zavoda Vezal in z vami bi danes delila rada eno posebno zgodbo. V bistvu je o najstnikih in malo ni o najstnikih. Naši najstniki tako postanejo malo samovoljna bitja, nimajo več rezultatov takih, ki si mi želimo. Do nas se ne obnašajo več vedno tako zelo prijazno, so zadirčni, njihova čustva eskalirajo od najhujše jeze do žalosti, do razočaranja. Nekateri ne govorijo sploh nič, ne vemo več, kaj se jim dogaja. Eni bi bili samo odzunaj, drugi bi bili samo na računalniku. Skozi nam pripovedujejo, da so že odrasli in da so sposobni skrbeti zase in za svoje življenje in za svoje telo. Mi tega nismo prepričani in med nami se dogajajo razni plesi, ki niso prijazni plesi. Ali se pregovarjamo z njimi, ali vpijemo, ali smo skozi zaviti v molk, kar naprej nas starše nekaj skrbi, nismo zadovoljni z njihovimi rezultati v šoli. Skratka, kot da bi se svet postavil na glavo z tistega našega otroka, pridnega, luštnega, nastane nekaj, kar v bistvu ne obvladujemo več in smo popolnoma nemočni. Ampak jaz bi vam rada zdaj povedala eno drugo zgodbo. A se spomnite trenutka, tistega trenutka, ko ste tega otroka prvič vzeli v naročje? A se spomnite, kako ste ga povohali in kako je dišal? In kako ste mu prešteli prstke na rokah, pa prstke na nogah, pa kako ste celega pregledali in ste rekli, wow, a ta čudež je moj, to je moj otrok. Koliko je lep, najlepši, najpametnejši, to je najbolj krasen otrok na tem svetu, kakšno srečo imam. In potem se je ta isti otrok enkrat prvič zagledal v vaše oči in videli ste direkt v njegovo dušo. Videli ste v njegovo srce. Take povezanosti niste imeli še nikoli z nikomer v življenju, se jo ne spomnite. In potem se vam je ta otrok enkrat prvič nasmehnil s tistimi praznimi ustki, brez zobimi. In vi ste bili tako srečni. In potem se je razvijal, naredil prve korake in seveda šel v svojo samostojnost. In veste, ta otrok je vaš isti otrok. Ko boste zdaj naslednji trenutek zagledali vašega najstnika, dajte se spomniti. Spomnite se, kako ste ga prvič vzeli v naročje in kako ste rekli, ti boš uspel v življenju, jaz ti zaupam, jaz verjamem vate in vse bom naredila. Zato. In mogoče še se čez 10 let niti ne boste spomnili vseh teh ocen in besed. Ampak spomnili se pa boste vsakega stika in vsake povezanosti. Zato ostanite v stiku in povezani z vašimi otroki. Dajte jim občutek, da so dobrodošli pri vas in da jih imate še vedno radi, tako kot tisti prvi trenutek. Srečno.